lep pozdrav v imenu Obrtno-podjetniške zbornice. Res, da smo malo mogoče na grobi način, ampak zahtevali smo nujni sestanek z ministri, ki se je danes tudi odvijal. Prišli smo pa z argumentom, da je 10 000 obrtnih podjetij prenehalo svojo dejavnost v zadnjih 2 letih in seveda, da je zatem tudi ostalo na cesti nekako okrog 35 000 zaposlenih. Res, da so se nekateri prezaposlili, vendar to je dejstvo, da je treba nekaj narediti, da ta segment gospodarstva, to je obrt in malo podjetništvo, da je to en temelj slovenskega gospodarstva, ki temelji na lastnih podjetij, na lastninskih podjetij in na podjetjih, ki imajo perspektivo, rastejo in nastopajo tudi na globalnem trgu. Moram povedati, da je največji problem letos in kako tudi že lani in problem, ki ga pričakujem tudi naslednje leto, gradbeništvo. V gradbeništvu je vpeto 160 000 obrtnih podjetij in tu je zaposlenih okrog 40 000 delavcev zaposlenih. Res, da zahtevamo nič drugo kot zakonodajo, primerljivo evropski oziroma zakonodajo, ki bo nekako garantirala obstoj našim podjetjem in obrtnim delavnicam in seveda zagotovila tudi razvoj ali pa sploh preživetje naših obrtnikov. Lahko rečem, da se v zadnjem času pojavlja ugasnitev dejavnosti, kajti pride do pad pozicije. Velika podjetja, kot so Vegrad, SCT in podobno, ki grejo v stečaj, ostanejo dolžne našim obrtnikom. To pa pomeni, da obrtnik oziroma podjetje ne more delati naprej. To pa pomeni tudi, da je ogrožena njegova eksistenčna varnost njega in njegovih zaposlenih in seveda to pa pomeni tudi družinske katastrofe in prihaja tudi do samomorov. Zato je stvar res resna, res da je dosti zahtev bilo uresničenih, ampak na 3 zahteve, ki smo jih pa najbolj poudarjali, to je plačilna nedisciplina, siva ekonomija, delo na črno in seveda tudi delovnopravna zakonodaja je prišla mogoče tudi na naše ostre zahteve sedaj na vrsto. Kot smo slišali, stvari so v smeru plačilne nediscipline obetavne, da so stvari tudi z drugega področja, tudi zakon o delu na črno in sivi ekonomiji nekako v proceduri, da pa treba odpreti še delovnopravno zakonodajo in jo prilagoditi evropski, tako da bomo lahko enakopravno z enakimi pogoji nastopali na evropskem trgu, kajti le smo država, evropska država in seveda konkurence iz Evrope prihaja, mi pa seveda tudi nastopamo na globalnih trgih. Zato zahtevamo samo res, da se do konca meseca januarja stvari obelodanijo, da skupaj v skupinah rešujemo probleme, kajti na Obrtno-podjetniški zbornici imamo dober strokoven kader, imamo tudi izdelane simulacije in seveda, da najdemo skupne rešitve za te 3 pereče probleme in probamo rešiti eksistenco podjetij, kajti dnevno propadajo naša podjetja, ki so praktično tudi naš ponos, ki je znanje, domače znanje, zaposlujemo domače ljudi, izkoristiti moramo dobro delovno silo v Sloveniji, ki jo marsikdo pogreša v svetu, tudi znanje in fleksibilnost naših podjetij, zato smatramo tudi in danes smo nekako videli, da je tudi vladi in ministrom nekako res interes, da rešimo še te najbolj pereče probleme in prepričan sem, da bomo našli nekako skupni jezik, kajti zahteve naših obrtnikov so res rigorozne, ljudje so na robu preživetja in seveda, če ne moreš nič izgubiti, tudi marsikaj lahko riskiraš. Hvala lepa.